Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav. Stanje na področju predšolske vzgoje in varstva otrok je ogledalo domala vsake lokalne skupnosti. Za nemoteno delovanje vrtcev pa so zadolžene občine in te morajo skrbeti tudi za primerne pogoje. V Spodnji Idriji so ob letošnjem prazniku občine odprli sodoben vrtec, v katerem bo prostora za približno 100 otrok. Organizacijsko pa ta vrtec sodi pod Vrtec Idrija, ki ga kot ravnateljica vodi Nadja Brence, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan. Gospa Brence, povejte nam, kako ste doživljali ta dan odprtja, pa tudi naslednji dni, ko so otroci začeli prihajati v vrtec v Spodnjo Idrijo? Ja, ta dan odprtja smo vsi s težkim pričakovanjem čakali. Otroci so že v bistvu 3 leta čakali na ta vrtec in enako zaposlene. Veselili smo se, kot sem že omenila, vrtec je res izredno lep, po vseh standardih in normativih zgrajen, je prostoren, svetel, v bistvu tudi igralnice so že po normativih, ki bodo začeli veljati leta 2022. Tako da ja, veseli smo in z veseljem se bomo igrali v teh igralnicah in pa tudi na igrišču, kar so otroci najbolj potrebovali, saj v bistvu 3 leta niso imeli igral, so hodili le na sprehode v bližnjo okolico. Ta 3 leta so bila najbrž ena najtežjih v času delovanja tega vrtca, saj ste morali otroke tako razseliti po raznih objektih. Kako ste to izpeljali? Ja, res je. Najprej smo mogli seveda odpreti v Ledinah 2 oddelka, ki spadata tudi pod Spodnjo Idrijo, in starši spodnjeidrskih otrok so najprej vozili otroke v Ledine. Razpršiti smo jih morali tudi v osnovno šolo Spodnja Idrija, tam so gostovali 4 oddelki. En oddelek jaslični pa je bil v Idriji, prvi 2 leti v Prelovčevi enoti, letošnje leto pa na Arkovi. Tako da ja, se tukaj tudi zahvaljujem staršem oziroma za potrpljenje, ko so mogli otroke voziti res na oddaljene oddelke, enote. Hkrati pa tudi v osnovni šoli, saj so bili vsi pogoji nekako zadoščeni, vendar ni bilo isto, kot če smo v stavbi, ki je namenjena predšolskim otrokom. Za izgradnjo poslopja je občina plačala dobre 4 milijone evrov, to je veliko denarja. Pol milijona je dobila iz Ekosklada, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je prispevalo še dobrega pol milijona nepovratnih sredstev in slabih 300 tisoč povratnih sredstev. In ker je denarja zmanjkalo, je še 2 milijona morala najeti kredita od Slovenskega regionalnega razvojnega sklada iz Ribnice. V ta del investicija se vi najbrž niste posebej poglabljali. Ne, res je to. Mislim, pogovarjali smo se na teh sestankih z gospodom županom, vendar to mislim, da je stvar občine ustanoviteljice. Vi sedaj skrbite za delovanje in za vsebino vrtca. Koliko otrok je sedaj pravzaprav v Spodnji Idriji? V Spodnji Idriji v tem trenutku so 4 oddelki, to je približno 55 otrok, ker tudi oddelki niso ravno polni, ker starejših otrok v bistvu je že upad rojstev bil. Tako da s 1. septembrom štartamo z 5 oddelki, v decembru pa napolnimo še jaslični oddelek. To so pa otroci, ki še niso dopolnili pogoja starosti za 1. september in tako začnemo z decembrom. Kdaj se lahko otroci vključijo v vrtec? Ko imajo izpolnjene vse pogoje, to je starost 11 mesecev. Aha, in takrat pridejo v jaslični oddelek. Tako, in ti otroci v bistvu bodo šele do decembra izpolnili ta pogoj in zato z decembrom 2021 začnemo s 6 oddelki. Prostora pa je še za tako nekaj na rezervi, oddelek 2, ne? Ne, zdaj v tem trenutku, če bo vse to polno, imamo res v Spodnji Idriji vse oddelke polne. Imamo pa potem prostora v Godoviču in Črnem Vrhu. Vendar bi morali starši voziti otroke. Ja, tako je. Kar je manj ugodno. Kako bo v prihodnjih letih zaradi številčnosti generacij, kako bodo popolnjeni vaši oddelki? Ja, zdaj za naprej toliko ne vemo. Za naslednje šolsko leto 2021-2022 se trudimo, pač vpis je bil okoli 100 otrok.
Potem je še problem, nekateri starši se predomislijo in ne podpišejo pogodbe. V tem trenutku bomo s septembrom začeli z 26 oddelki, tako da nismo več popolnoma zasedeni. V Črnem Vrhu nam pade en oddelek in enako v Godoviču. Tako da upamo tudi, da še na boljše rojstva v naslednjih letih. Sicer pa imate kot vrtec Idrija dislocirane oddelke na 5 lokacijah. To pomeni v Godoviču, v Črnem Vrhu, v Spodnji Idriji in v Ledinah. To vam najbrž povzroča nekaj teh organizacijsko-tehničnih zapletov. Ja, s tem mislim, najlažje je, da imaš ti vrtec z 18 oddelki ali pa še več in imaš vse na enem mestu. Tukaj smo pa res razpršeni in največja težava je logistika, prevažanje obrokov za otroke, kar nam bo zdaj malo olajšalo, saj bomo v novem vrtcu v Spodnji Idriji kuhinja res, bom rekla, nad standardi opremljena in bodo kuhali za spodnjeidrske otroke in šolske otroke Spodnje Idrije ter še za 2 oddelka v Ledinah. Črni Vrh imamo tako, da imamo skupno kuhinjo z osnovno šolo Črni Vrh, se tudi nekako dobro pojede, ostane nam samo še logistika Preločeva in pa Godovič. Tako da, mislim, res rabimo tudi, če rečem, 2 hišnika, ker eden ne more na vse te lokacije prepeljati, ne, kosilo je pa v istem času. Dobil sem podatek, da imate zaposlenih okrog 85 ljudi v vašem javnem zavodu in od tega celo 10 kuharjev, 2 perici, 2 hišnika, nekaj zaposlenih tudi v upravi. Ste kar resna firma, ne? Ja, mislim, nismo majhen vrtec, smo kar med največjimi v bistvu v teh bližnjih občinah. Ja, kuharje imamo, med temi kuharje tudi so kuharske pomočnice. Zaposlenih pa ja, 85 rečemo ali pa malo več je za nedoločen delovni čas, jih imamo pa trenutno 100, kar pa to pokrivajo še vse bolniške, vse porodniške. Tako da ja, mislim, ni lahko usmerjati vse ljudi, pač jih je le toliko, jaz sem pa sama, ne. Skrbite pa za okoli 500 otrok, ne? Ja, otrok je, rečemo, zdaj 467 v tem trenutku. Veliko stvari je takih logističnih oziroma papirologije, kar mi pol zmanjka meni časa za pedagoško delo, za kar se mi zdi, da bi bilo boljše, da bi se več tismo posvečala. Imam pomočnico ravnateljice, mislim, mojo pomočnico, kar mi res uskoči in sem ji hvaležna za vse, kar opravi, ker tudi v tem trenutku te gradnje vrtca v Spodnji Idriji sem se bolj poglabljala v to papirologijo. Ja, v zadnjem poročilu ste napisali tudi nekaj teh poslovnih podatkov in sicer, da ste v lanskem letu dobili 1,7 milijona evrov za delovanje od občine Idrija. Starši so prispevali 370 tisoč in še 112 tisoč je prispeval državni proračun v povezavi s tem določilom, da je drugi otrok pravzaprav subvencioniran na njegovo varstvo v vrtcu. Kljub temu pa ste zabeležili nekaj izgube. Ja, res je. Trudimo se delati res čim bolj, bom rekla, gospodarno, v vseh pogledih. Problem nastane potem, ja, financirani smo s strani občine, staršev in pa ministrstva. Problem je v tem potem, ker pridejo take nenapovedane stvari, se pokvari, naprimer, ne vem, bom rekla, ne vem, en pralni stroj za veliko perila oprati in je to strošek ali pa bilo kaj in to nam potem zruši vse te, bom rekla, prihodke. Ja, smo nekako, črpamo še iz preteklih let, tako da mislim, da bomo naslednje šolsko leto lahko ceno tudi malo spet znižali, se nadejam, vendar ne moremo obljubiti, ker to res staršem povzroča veliko težava, ne, vrtec resnično kar zalogaja, ne. Imate kaj težav z neplačniki? Tudi to imamo, ampak dobro, nekako pošiljamo do časa opomine, lahko kakšen starš
res spregleda položnico, kar je pa prav izvršb, pa potem gremo v sodno, ne. Kako pa rešujete probleme nekaterih otrok, ki ne smejo jesti določene hrane? Ja, zato pa so te kuharji. Tega je vse več, ne? Tako, dietni kuharji in res poskrbijo za vsakega otroka posebej. Tudi pozorni morajo biti, to le ni kar tako. Ja, jih imamo trenutno 35 diet v vseh enotah. Zagotavljati morate tudi zunanje površine za igro in uživanje na prostem. Teh standardov v nekaterih vrtcih ne dosegate. Ja, zdaj v bistvu nekaj kar dosegamo, ne? Glede na vsi vrtci so zdaj novi. Črni Vrh ima dosti površine. Sicer se šteje tudi ta površina, ne samo igrišče, tudi bližnje, bom rekla, asfaltirano igrišče od šole ali pa gozdni kotički. Mi kot prioriteto v lanskem letu smo imeli bivanje v teh kotičkih in so res strokovne delavke si opremile skupaj z otroki take kotičke in so bili vsi navdušeni in mislim, da pri nas v Idriji ni toliko problema glede te zelene površine. To zadnje leto je leto epidemije. Kako ste ga preživeli? Težko najbrž? Ja, mislim, bom rekla, kot vsi, zdaj ne bomo jamrali, da ne vem kaj. Prvi val smo bili resnično zaprti. Na voljo bi bili, če bi kdo od staršev res rabil nujno varstvo v tistem času. Potem, ko smo se v maju odprli, smo v bistvu vse enote za res starše, ki so nujno rabili. Tudi jih nismo trpali, rečemo, v eno enoto smo imeli odprte Ledine, Prelovčevo, Črni Vrh in Arkovo. Potem pa je bilo spet tisto popolno zaprtje, ampak vseeno mi smo skozi delovali. Razumela sem vse stiske staršev, kar smo jih lahko ugodili smo, nekateri pa pač, kot je zmeraj, niso vsi zadovoljni, a ne, ampak jaz sem predvsem tukaj deloma za otroke in starše in mislim, da nismo ne vem koliko jih pustili na cedilu. Ja, vrtec ni samo varovanje otrok, ampak je tudi vzgoja. V vaših načrtih ste zapisali, da razvijate prave vrednote, učenje, spoštovanje in dobre odnose, empatijo, kot vrednote omogočate sprejemanje različnosti, povezujete starše, zaposlene in podobno. Ta del ne gre zanemarjati, ne? Ja, to je najbolj pomemben del, bom rekla, v vrtcih oziroma predšolski vzgoji. To je naša, bom rekla, misel in po njej se nekako ravnamo. Težim k temu, da imajo strokovne delavke visoko izobrazbo, s tem potem zadostimo tudi vsem potrebam, se izobražujejo stalno, nekaj iz vrtca, kar damo izobraževanj, tudi samo izobražujejo se, tako da mislim, da smo še zmeraj zelo kvaliteten vrtec in tudi predstavljamo se zunaj, povabijo nas, na obisk hodijo, še zmeraj smo modelni vrtec za korakom. In bom rekla, to je res najbolj pomembno, da ni v bistvu samo varstvo, ampak otroke veliko naučijo, veliko jim damo. Skratka, opolnomočeni grejo v prvi razred, to sem prepričana. Poudarjate tudi ustvarjalnost v vaših dokumentih. V tem obdobju otroci so najbolj dovzetni za odkrivanje sveta in za soustvarjanje okolice, ne? Ja. Glede ustvarjalnosti, vsak otrok ima svoj potencial. To naj bi strokovna delavka, vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice to opazila in še potencirala, oziroma da res otrok napreduje. Bom rekla, strokovni delavci smo zato, da otroku ponudimo nek zidarski oder in od tam potem odskoči naprej. So pa tudi otroci z posebnimi potrebami, tudi teh imamo kar nekaj in tudi njim zagotavljamo vse potrebne strokovnjake, katere rabijo. Vrata vrtca se odprejo že zelo zgodaj, ob 5:30 zjutraj. Tako da teh težav starši nimajo, tisti starši, ki morajo na delo že za 6. uro, ne?
Ja, to je vse, mislim, se zmenimo na začetku šolskega leta. Vsaka enota ima svoj obratovalni čas. Največkrat je od 5:30 do 15:04. So pogosti primeri, ko starši želijo prešolati, premestiti otroka iz enega v drug vrtec? Ja, te primeri se zgodijo takrat, ko ni prostora v eni enoti s septembrom, potem ga vozijo na primer v eno drugo in potem so prvi na listi za naslednje šolsko leto, da se lahko premestijo v enoto, ki jo želijo. Starše pogosto vabite k aktivnemu sodelovanju pri delovanju vrtca skupine, v katero je vključen njihov otrok? Ja, zdaj, kar je ta, bom rekla, epidemija, se tega res ne poslužujemo. Prej pa so starši dobrodošli, udeležijo se rojstnih dni svojih otrok, sodelujejo pri jasenovanju, pri vseh takih, bom rekla, dejavnostih, ki smatra vzgojiteljica, da je primerno, lepo, da pridejo tudi starši. Moram pa reči, da odziv je res zmeraj, so pripravljeni. Tudi za bilo kakšno pomoč, če smo imeli, so starši zelo pripravljeni pomagati. No. So pa še zmeraj najbolj stresni tisti prvi dnevi, ko otroci pridejo v vrtec, tudi kakšna minuta joka je vmes, ne? Ja, minuta joka, to je v bistvu kar dolg jok. Ja, starši se v bistvu vajajo svoje otroke, tukaj damo od 3 do 5 dni, ker tudi rečemo po vseh izkušnjah, daljši čas, ko je starš z otrokom, manj se otrok pol navaja, ker se že navadi, da bo mama skozi zraven oziroma oče. Ja, je jok, je napor, v septembru, prvi mesec je to zmeraj, ampak se otroci še enega ne poznam, da se ne bi navadil in bil z veseljem pol v vrtcu in največkrat pol ne želijo domov. Ob 2., 3. uri. Ja. Za prihodnost, kakšne načrte imate? Ja, načrti so zdaj najprej, da speljemo spodnjeidrsko enoto, ker je res, bom rekla, moderno zgrajena, tako da vsak dan naletimo na kakšen tak problem, ker ga nismo do zdaj imeli možnost srečati. Letni načrt za naslednje šolsko leto imam v mislih, da veliko dejavnosti in vsega prenesemo iz tega šolskega leta, ker v bistvu nismo mogli vsega speljati, ker niso bili niti pogoji, malo zaprti, malo, mislim res. Tako da predvsem težimo k temu, da zadovoljimo otroke, da jim damo čim več v tem predšolskem obdobju, kar rabijo, da grejo zadovoljni v šolo in pa da starši v bistvu imajo res brezskrbne teh 6 let, kar so v vrtcu otroci. Delimo z vami to upanje, da preženemo ta virus in da se vrnemo v stare tirnice. To si želimo vsi, najbolj pa res mi kot vzgojiteljice, ker še vedno, se pravi, nošenje mask jih malo ovira pri vsej tej dejavnosti in govoru, ampak res upamo vsi, da bo čim prej mimo to. Nadja Brence, hvala lepa za ta pogovor in za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam za povabilo. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost.